Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci našega kanala oziroma središča za javno zgodovino, tisti redni in tisti, ki ste morda danes z nami prvič tukaj. V sklopu programa, projekta Kraji spomina smo danes tukaj v mestu Jablanica v Bosni in Hercegovini. Za mano pa lokacija, ki je verjetno najbolj ikonična, če govorimo o zgodbi druge svetovne vojne, o partizanskem boju. Za mano je most na Neretvi, ki ga seveda povezujemo z bitko na Neretvi oziroma bitko za ranjence, ki je potekala spomladi oziroma po zimi in spomladi leta 1943. Torej letos obeležujemo 80 let in bodo tudi tukaj v tem kraju množično obeležili ta dogodek, torej spomin je še zelo živ. Zdaj pa morda en kratek skok nazaj v preteklost, kako je sploh prišlo do te bitke. Torej, konec leta 1942 v svetovnem, predvsem pa v evropskem merilu, že prinese pomembne spremembe na bojiščih, torej sile osi, predvsem Nemci začnejo izgubljati moč v severni Afriki. Znana bitka za El Alamein, torej Nemci zgubijo severno bojišče afriško, tudi na vzhodni ruski fronti bitka za Stalingrad prevaga, torej moč sovjetske rdeče armade, torej Nemci začno zgubljati moč. V Bosni in Hercegovini pa nastane velika, za skoraj velikost Belgije, Bihaška republika, torej osvobojeno ozemlje, in Nemci se bojijo za to, da bi morda prišlo do izkrcanja zaveznikov na Balkanu, o čemer se že govori. Zato se odločijo, da bojo v bistvu to Bihaško republiko in partizansko odporniško gibanje na tem področju zatrli. Z množico vojske, preko 100 000 vojakov, Nemcev, četnikov, s pomočjo seveda tudi NDH, Hrvaške neodvisne države napadajo, v bistvu vrhovni štab in partizansko vojsko, okrog 20 000 naj bi jih bilo tedaj na tem področju, v želji, torej, da uničijo Tita z vrhovnim štabom in da uničijo partizansko gibanje. Partizani se z civilnim prebivalstvom prebijajo čez obroč z taktično prevaro, znano taktično prevaro, torej s porušenimi mostovi na Neretvi in potem z pontonskim mostom na tej lokaciji. Ta most sicer ni originalni več, most je že dvakrat dopolnjen, preidejo preko in se izvijajo iz tega obroča, sicer z velikimi žrtvami, številnimi ranjenci. Na nek način sile vsi taktično zmagajo, uničijo Bihaško republiko, po drugi strani pa ne uspejo uničiti vrhovnega štaba, ki na to nadaljuje boj naprej. Govorimo o bitki na Neretvi, ki je tako imenovana četrta ofenziva, in kmalu tej bitki oziroma tej ofenzivi sledi še tretja, lahko rečemo še bolj tragična, peta ofenziva na Sutjeski. V spomin na to zgodbo, na to trpljenje, na to vojskovanje in odpor so seveda v kasnejših letih postavili zelo lep muzej tukaj v Jablanici. Bil je posnet v bistvu največji filmski projekt na tleh nekdanje Jugoslavije, torej bitka na Neretvi. Zanimivo pa je, da v bistvu tukaj v Jablanici zelo lepo ohranjajo spomin na to zgodbo, čeprav je bitka se začela že v začetku januarja 1943. leta in je ena od glavnih lokacij bitke potekala više zgoraj na Maklinu, ker so v bistvu partizani zadrževali močno sil osi, ker pa spomenik ni tako lepo ohranjen oziroma spomin na to zgodbo ne odraža tega stanja tukaj. Poglejmo si, kako je tam. No, sedaj se pa nahajamo na planini Maklen, nad Prozorom. Tu pod nami spodaj je kraj Prozor. Za menoj pa so ostanki spomenika Boška Kočanskega, kiparja, ki je izdelal ta kip v spomin na bitko na Neretvi. Tu na tem mestu se je namreč odvijalo eden ključnih spopadov v tej bitki, ko so partizani zajeli italijanske topove in so jih privlekli na ta hrib Maklen in streljali
na Nemce, ki so prodirali od Gornjega in Dolnjega Vakufa proti Prozoru. Po vsej sili so želeli in so tudi zaustavili nemški prodor proti Prozoru, partizani so se pa ta čas umikali proti Neretvi, proti Jablanici. Ta spomenik je predstavljal neke vrste abstraktno formo cveta, rože, katerega oblike so spominjale na okoliške hribe, ki so tukaj okoli. Na razglednici, ki jo imam iz 80-ih let, je videti, kako je ta spomenik izgledal pred rušenjem. Spomenik ni bil porušen v začetku 90-ih let oziroma za časa vojne v Bosni in Hercegovini med letoma 91 in 95, ampak porušen je bil v času mira leta 2000. Vandali, ki so podrli ta spomenik, še do danes niso odkriti in ne ve se. Zaradi tega, ker je v takšnem stanju, kot je in je tudi simbol tega vandalizma, ni več v sklopu spominskega kompleksa bitke na Neretvi, kot je, recimo, kot smo prej videli, most, porušen most preko Neretve. Ruševine tega spomenika so šolski primer poskusa brisanja spomina na tragedijo, na borbo partizanov, borcev za svobodo in za pravičnejši svet. Kot kaže, so ga verjetno minirali vandali, ki so prevladali v drugi polovici 90-ih let na področju Jugoslavije, nacionalizem, ki je hotel zbrisati spomin na te dogodke in predvsem zbrisati spomin oziroma interpretirali so te dogodke kot komunistične, kot socialistične, kot nekaj, kar je za večno treba izbrisati iz spomina. Zato so minirali ta spomenik.